Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Predstavil vam bom projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci-Gruškovje prva etapa od kilometra 0 do kilometra 7+260, katerega je skupaj s partnerji gradila družba Pomgrad. Gradnja se je zaključila v prejšnjem tednu, tako da kompleten objekt že je v uporabi in v kompletu služi svojemu namenu. Nekaj osnovnih podatkov o projektu. Investitor tega projekta, kot vseh ostalih avtocest, je DARS, izvajalec del skupne nastopov 4 slovenskih podjetij, kot Pomgrad kot vodilni partner in pa partnerji Gorenjska gradbena družba, CGP in Cestno podjetje Ptuj. Vrednost izvedenih del na tem projektu znaša 56,2 milijona evrov brez DDV-ja, rok izvedbe pa je bil 28 mesecev in trajalo od julija 2015 in pa do novembra 2017. Gradnja je zajemala gradnjo avtoceste v dolžini 7,26 km, dva avtocestna priključka, in sicer priključek Glancovo vas in pa priključek Podlehnik, gradnjo platoja oskrbovalne postaje Podlehnik vzhod in zahod. Postavile so se protihrupne ograje v dolžini 5,9 km, izvedenih je bilo 25 deviacij kategoriziranih cest v skupni dolžini 14,45 km, od tega se je zgradila tudi vzporedna regionalna cesta, katera je nadomestila sedaj že ukinjeno glavno cesto v skupni dolžini 6,94 km. V nadaljevanju se je zgradilo tudi 24 deviacij nekategoriziranih cest v skupni dolžini 5,64 km in pa za izvennivojska križanja lokalnih cest za avtocesto so se zgradili 4 nadvozi, en podvoz, 2 podhoda. Za križanje vodotokov Rogatnica, Polskava in Dravinja pa se je zgradilo 12 mostov, za križanje manjših vodotokov pa 8 škatlastih propustov. Zgradilo se je še 6 opornih zidov, v sklopu gradnje so se tudi uredile vodno-gospodarske ureditve in meloracije. V sklopu gradnje je bilo potrebno tudi prestaviti večje število komunalnih vodov, tu gre predvsem za elektrovode, vodovode in ostale inštalacijske vode, in pa zaradi posega avtoceste v naravovarstveno območje se je zgradil nadomestni habitat. Zasnova tega avtocestnega odseka je 4-pasovnica z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom, kateri razmejuje smer vožnje. Normalni karakteristični profil znaša 27 metrov. Tako imamo tukaj dva vozna pasova v širini 3,75, dva prehitevalna pasova v širini 3,75 in pa odstavna pasova v širini 2,5 metra. Zgornji ustroj zgrajene avtoceste najbolj obremenjenega voznega pasu je sestavljen na nasip in posteljico, je vgrajenega 25 cm tampona, 15 cm cementne stabilizacije, 7 cm prve nosilne plasti, 8 cm prve nosilne plasti, 7 cm druge nosilne plasti in pa 4 cm obrambno zaporne plasti. Trasa poteka pretežno po ravninskem delu, tako da je nekje 80% trase v nasipu in pa 20% v okopu. Elementi zgrajene avtoceste pa dovoljujejo najvišjo dovoljeno hitrost 130 km/h. Gradnja tega odseka je potekala v 2 fazah. Tako smo v prvi fazi gradili prvo polovico avtoceste vzporedno z obstoječo glavno cesto. Glavno cesto smo za čas gradnje morali dodatno urediti. Zaradi varnosti smo zmanjšali hitrost na glavni cesti na 50 km/h. Na določenih mestih smo izvedli razširitve. Vzdolž kompletnega gradbišča
pa smo za zaščito gradbišča in pa odvijajočega prometa postavili BVO, betonske varnostne ograje, katere smo nadvišali za protiprašno zaščito. V prvi fazi so se takoj tudi izvedle prestavitve komunalnih vodov. V prvi fazi so se prav tako izvedla priključka Lancova vas in Podlehnik. Prav tako se je v prvi fazi izvedla gradnja vseh mostov na prvi polovici avtoceste, dokončali so se nadvozi in podvozi, dokončali so se nekje 3/4 devijacij in pa pred presmeritvijo na prvo polovico se je uredila prometna ureditev na prvi polovici tako, da je omogočala odvijanje prometa po eni polovici v dvosmerno. Po preusmeritvi prometa na prvo polovico avtoceste smo pristopili k gradnji druge faze. Tu smo kot prvo porušili obstoječo glavno cesto, porušili objekte na obstoječi glavni cesti in nato nadaljevali z razširitvijo in nadgradnjo nasipa. V drugi fazi smo potem tudi dokončali povezovalne in vzporedne ceste, dokončali gradnjo oskrbovalnega platoja Podlehnik vzhod in zahod, postavili protihrupne ograje, izvedli voziščno konstrukcijo na drugi fazi avtoceste in pa seveda na koncu postavili opremo za zavarovanje in pa horizontalno in vertikalno prometno opremo. Na tej fotografiji vidimo že končno stanje zgrajenega avtocestnega odseka, to je v območju priključka Podlehnik. Tudi vidimo najdaljši nadvoz, ki je znašal dolžino 260 metrov. Kaj so bile posebnosti pri tej gradnji? Posebnost pri tej gradnji je bila zagotovitev nemotenega odvijanja prometa v času gradnje, tako lokalnega, regionalnega kot mednarodnega prometa. Saj smo tako rekoč imeli ves čas gradnje po gradbišču speljan ves ta promet. Težavo nam je predstavljala so nam tudi turistične sezone. Kot vemo, je v tem območju v času turističnih sezon močno povečan promet, zato smo morali gradnjo organizirati tako, da z gradnjo nismo motili prometa, prav tako pa, da promet ni motil gradnje. Naslednja posebnost je, da je to bil največji cestni infrastrukturni projekt v Republiki Sloveniji v letu 2016 in 2017 in še na drugi etapi še traja. Tako kot malo za ilustracijo smo v času največje intenzitete del v mesecu junij 2016 imeli na gradbišču na strani izvajalca 16 inženirjev, 21 delovodij, 220 delavcev, 90 različnih vrst strojev in 120 kamionov. Naslednja posebnost tega avtocestnega odseka je, da na relativno kratkem odseku veliko število objektov, kar 33. Še zadnja posebnost pri gradnji tega odseka je pa bila gradnja nadomestnega habitata zaradi samega posega avtoceste v naravovarstveno območje Rogatnice. Za konec še nekaj o količinah. V samo traso avtoceste je bilo vgrajenih 77 tisoč ton asfaltnih mešanic, v devijacije 36 tisoč ton asfaltnih mešanic. Še ostale količine izkopov na celotni trasi je bilo nekje 144 tisoč kubikov, nasipa 940 tisoč kubikov, posteljice 260, tampona 150 tisoč kubikov. V objekte je bilo vgrajenega malo manj kot 40 tisoč kubikov betona in pa 3000 ton armaturnega jekla. Tako kot sem že rekel, objekt je zgrajen in že služi svojemu namenu. To je bilo z moje strani vse. Hvala.